Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Lepo zdrav, Anja in Tomaž sta tu. Zdravo. Anja, ali si ti bila kdaj udeleženka karaoke? Ja. Si že, ne? Veliko krat. Tudi jaz, moram reči, ogromno krat imeli smo včasih na laptopu enem, ne? Ja. Ko smo bili pri prijatelju Damjanu in smo redno ob petkih si pol, veš, ko si že bil malo, ne? Nahoblan. Smo si vklopili ta program in harali karaoke. Vrhunsko, to pri nas je dolgo v noč, ne? Ja. In zakaj omenjam karaoke? Zato, ker je petek, to je prvo. Če slučajno niste imeli ideje, kaj bi danes, evo, neke karaoke, ne? Si dajte naložiti. Se strinjam. Sicer pa je tukaj komad, ki je pripravljen, klasika v karaokah. Me zdi, ne gre brez tega komada, vedno je ta komad, ko ti sam ven vrže, kaj te bo zdaj. Aha, evo ga. To je? Eternal Flame od The Bangles, ja. Ne? Pa lep petek. Lep petek. In ker je danes petek, seveda je čas za petkove vreje hakle, ki sledijo kasneje nekoliko. In Anja, eno lepo presenečenje imamo za tebe. Res? Ja, profesor Križanič je kar malo se bolj potrudil, če lahko tako rečemo, kljub temu, da je petek. Okay. Danes slovenske klasike, take, veš? Bravo, profesor Križanič, bravo. Take pop, recimo, pop-rock klasike, prave slovenske, starejši komadi, tako da se že veselimo. Sicer pa danes tudi nekaj več o tem, da Marko Fras, znani mariborski radijec, praznuje rojstni dan. Tako? In da ga ni v službo. Ne. Ker je pač... Vprašanje, kje je? Tako. Verjetno praznuje v kakem najetem šotoru. Brez snaju. Ja, pa ima not tudi napihljivi grad. Pa tak, ne? Pa balone, verjetno. Ja, pa torte, pa one Elza krožnike, kartonaste. Ja, pa one... Ja, one... Piščavke. Otrobi. Tak, ja. Pa seveda ogromno še ostale muzike, ena taka popularna je že tukaj, meni še vedno izjemna pesem, mnogim je že malo šlo to mimo, ker so očitno večkrat čuli. Golden od Huntrix. Ok, daj. No, te pa gremo za 5 to zdaj. Ti lahko poješ. Jaz najmanj, ja, jaz evo. Jaz ti pa dala znak. Tako. Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? In 11 minut čez 13 in evo ga Sandija, oziroma uradno znanega kot profesorja Križaniča. Lepo zdrav. Dobar dan, zdravo. Lepo zdrav. Kak je petek za enkrat? Po prvici povedano, danes sem bil presenečen, da je petek, ker sem absolutno fiksna ideja, da je četrtek. Ja, vidiš, kak to en dan, ne, koristi. Glej, da smo en dan več doma. Ponavadi je obratno, ne? Ja. To je pa prav fajn. No, super. In za konec tedna si privoščimo hit iz leta 93 in sicer avtor oziroma pevec ali izvajalec, kakorkoli hočete, je Orville Richard Bornell, katerim verjetno nobenemu nič ne pomeni, ne? Ne. Če pa rečemo, da je to Shaggy, ne? Ja. Ne. Pa zdaj pa nam dosti to pove, ker pri Orville si rajši bilo kaj drugo. Ja. Torej gre za hit O Carolina in ta bazira na hitu z skoraj enakim naslovom za sebe Folks Brothers iz leta 60. V originalu gre besedilo o državi Carolina, v Shaggyjevi pesmi pa o dekletu. Dodal pa še sample iz Peter Gunn tem skladatelja Henryja Mancinija. A to je tudi? Ja, to je tudi material. O Carolina ni bil edini velik hit za Shaggyja, še boljše mu je uspelo z Bombastic in Angel, največji uspeh z 5 milijoni prodanih singlov pa je dosegel z It Wasn't Me. Točno. Zdaj, kaj rečeš, koliko studijskih albumov je do zdaj izdal? Shaggy? Ja. 9. 17. Pa poznamo samo eni par komada, ne? Ja, 5. Ja, prodal je okoli 25 milijonov plošč in še vedno nastopa. Če kdo gre slučajno 19. junija v Düsseldorf, ga lahko v živo vidi. Ja. Še po Evropi. Tudi, ja.
In še ta zanimivost, ko je bila O Carolina prva v Angliji, je bila v Ameriki številka 1 The Informer. Nova, torej to sto bili 2 skladbe z reggae koreninami, kar se do takrat še ni zgodilo nikoli. Svetovno. Leta 93. Torej. Okay. Ja. To je to, lep vikend sem, O Carolina in Shaggy. Danes jutraj, Anja, ne vem, če si ti slučajno slišala, jaz nisem. Jaz pa sem. Bil sem opozorjen strani odgovornega urednika Dejana Vedlina, da je nekaj govoro. Ja, slišala sem. Da je po radiju nekaj govoro. Okay, zdaj verjamem, da je tam zunaj še nekaj vas, ki niste slišali morda. Zagotovo. Nekaj natovcevanja, ampak dajmo prisluhniti, no, o čem pravzaprav gre. To zdaj, kar boste slišali, je pa zgodba o ljubezni, zgodba o hrepenenju, zgodba o tem, ko človek ceni bližino sočloveka, čeprav morda na prvi pogled ne pokaže. To je lahko tudi zgodba o bolečini, o pogrešanju, o samoti, o tistem občutku, da si puščen zadaj. To je zgodba Frasa in Medvarja. Normalno, da je. Seveda, da je. Fras Medvar še vsak dan ob 12. In zdaj te dni manjka tudi Fras. Nismo sicer še ugotovili, ali sta z Jegerom šla skupaj in ali so pač Jeger in prijatelji pač si rezervni jambor peljali na jadranje. Ampak če dobro prisluhnete Fras in Medvar šovu, zdaj ko je Medvar sam za Anjo, kako on čeprav govori, kak je zdaj fajn, kak je lep toti studio, kak zdaj končno vidimo celo steno, ki je Fras ne pokriva, in kak je zdaj fajn, ko ni Frasovih brezveznih vicov, se čuti vse to, kar sem povedal uvodoma. Zgodba o ljubezni, zgodba o tovarištvu, o žrtvovanju, o bližini, o pogrešanju, samoti in hrepenenju. Če ne verjamete, prisluhnite danes in dobro poslušajte. Medvar tak ni čul, ker spiše. Danes med 12 in 16. Fras tak ne vemo, ki je. Fras tak ne vemo, ki je. Tudi mu je vseeno očitno, ker se ni odzval. In če boste danes prisluhnili Fras in Medvar šovu, iščite ravno te momente in boste videli, da je točno tako. A tak? Tako? No, prvo, kaj bi rad rekel, je Kak si lahko taki prasec? prva stvar. Druga pa, moram reči, da se počutim malo tak puščenega zadaj, glede na to, da Fras danes na Smetanovi na veliko praznuje in da sosedi že verjetno vsaj enkrat, da so poklicali policijo. Malo je tak, ne, ker moraš biti v službi, tam pa na veliko čaga. Se to ravno. Ne, pa se kadi, pa že pečejo, pa ne vem, kaj vse delajo. Sicer pa, Anja, povej ti, ko pogledaš studio. Ja, mogoče ga malo pogrešam, ampak lepo je vseeno. Res je. Je, ne? Je. No, vidiš. Še enkrat, hvala Dejan, samo bi še ti rad ponovil. Kak si lahko taki prasec? Drugače pa Marko Fras. Vse najboljše. Fras in Medvar in Fras in Medvar šov.